Ampak mene so že od spomladi naprej nekako na nek način nagovarjali, naj kandidiram, naj vložim kandidaturo in seveda jaz sem toliko imel dolžnost, da to možnost ponudim našim občankam in občanom in seveda tako je pač prišlo, da ni bilo nobenega protikandidata. Mogoče vprašanje, kakšni so načrti oziroma kakšno je predvideno oziroma vaš načrt razvoja občine? Mi bomo kar naprej nadaljevali z načrtom, kar je odvisno je to seveda od možnosti, kakšne bomo imeli seveda razpise, kakšne sofinanciranje bomo lahko pridobili na nek način, na vsak način bomo pa se prijavili na evropska sredstva, ker se tiče mejnega prehoda, bivšega mejnega prehoda, to smo dobili v last in seveda to bomo mogli urediti turistično-informacijski center, pa še tudi druge obveznosti, kot je to razsvetljava na nogometnem igrišču, zamenjava gasilskega vozila, pa vse ostale tekoče obveznosti, ki pač občina mora v tem času tudi oziroma istočasno mora voditi pa delati na tem. Mogoče še vprašanje, katere so tiste težave, problemi, s katerimi se občina sooča? Glejte, to so razni razpisi za nas neprimerni, niso dosegljivi. Tu bi trebalo seveda strani vlade nekaj drugače razmišljati, ker mi smo tudi podaljšana roka države in seveda, če občine ne delamo na razvoju, ne moremo delati na razvoju, to potem določeni del območja države zaostaja za razvojem. Lahko rečemo, da se nekako občine v Sloveniji neenakomerno razvijajo. Ja, gledajte, mi tega ne moremo povedati, ker mi v zadnjih letih, od 1.1.99. leta naprej, smo precej delali na tem, na razvoju občine in mi smo dosti ogromno pridobili, kar se tega tiče infrastrukture, tako da ne bi jaz lahko o tem imel negativno razmišljanje, je pa problem, da kako bo to v bodoče možnosti seveda, da bomo tudi še naprej lahko razvijali. Torej, kot ste zdaj ravno kar dejali, letos po 5 mandatih županovanja prvič brez protikandidata, kaj je to znak? Znak, da se vas bojijo ali da delate tako dobro in vedo, da ne bodo mogli doseči nekako vašega nivoja? Ja, lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem, tudi vam. Res je, da se mi je zgodilo, da prvič po 20 letih tokrat nisem imel tekmeca, bom rekel, kajti protikandidat se malo grobo sliši. To bi dejansko bilo potrebno vprašati stranke politične, kajti jaz sem 5-krat kandidiral kot neodvisni, nestrankarski kandidat, čeprav vem, da to stranke težko slišijo, samo na lokalni ravni tako je. So važni programi, delo, realizacija in ljudje, ki nastopajo na lokalnih volitvah in moram vam tudi povedati, da tudi v tem mandatu je izvoljena skupina, jaz bi temu rekel, razkriškega cveta intelektualcev. Ljudi, ki so se že v svojem procesu izobraževanja izkazali, da so tudi na svojih delovnih mestih pokazali, da so spoštovanja vredni ljudje in vam moram povedati, da od 7 svetnikov jih je kar 6 z visoko univerzitetno izobrazbo, samo 1 za srednjo. In ti ljudje niso željni ne slave, ne neke politike, ampak so res samo zato šli, da bi nekaj dobrega napravili za svoj kraj in moram reči, tudi meni daje to nov elan, novo voljo, da še uresničimo tisto, kar imamo za uresničiti. Podobno je funkcioniral tudi zadnji občinski svet. Enako ljudi, intelektualcev in moram reči, rezultati so res vidni. Tudi slepi to lahko začutijo, da je to od novega vrtca, od energetsko sanirane zgradbe osnovne šole, do sanirane zdravstvene postaje, do nove sodobne ceste s pločniki javno razsvetljavo, širokopasovnim optičnim omrežjem, tudi, če dodam še pomurski vodovod cest sistem, pa še malo nazaj na celotnem območju Razkrižja zgrajeno omrežje kanalizacije, pa še to ni nepomembno, da smo v zadnjih 13 letih lansko leto že drugič morali pridobiti stalnega zdravnika zaradi smrti prejšnje zdravnice. Tako da veliko tega je bilo storjeno, ampak samo tako, da smo voz vlekli naprej. Ne eni levo, drugi desno, eni naprej, drugi pa nazaj. Mogoče samo še vprašanje, dejali ste, oziroma zdaj smo slišali, da je bilo v občini Razkrižje že veliko postorjenega. Kakšni pa so načrti za prihodnja 4 leta? Kakšna je vizija razvoja vaše občine? Glede, imamo jasno vizijo, torej to, kar sem zdaj malo povedal, ampak še cestni program še vedno v ospredju, ampak imamo na državni ravni dogovorjeno tisto, kar je prioriteta. Znamo točno, katere državne ceste je potrebno napraviti do konca, do mejnega prehoda na Gibini in državne meje, Razkrižko križišče, severni del Razkrižja,
Potem pa tisto, kar me je razveselilo, ampak tega, zdaj bom to prvič javno povedal, v petek sem dobil obvestilo Direkcije za infrastrukturo, da je v programu tudi, kar smo si zelo želeli, ampak smo računali, da bo to malo pozneje. Cesta med Ranskižem in Ljutomerom, oziroma med Veščico in Stročjo vasjo, da bo ena sodobna povezava med središčem Prlekije. Tisto, kar pa je zelo pomembno, kar bi javnosti rad povedal, vsaka slaba stvar pa je tudi za nekaj dobra. Recimo, lani smo se srečevali z arbitražno razsodbo, ampak na temelju interventne zakonodaje o implementaciji arbitražne razsodbe zakon predvideva ena določena sredstva za urejanje lokalne občinske cestne infrastrukture ob meji, da bi se s tem olajšalo življenje ljudi. In tu sem 10. oktobra letos podpisal z Direkcijo za infrastrukturo tudi sporazum, kjer so te ceste in poti navedene. Tako da, evo, to sem vam zdaj že povedal, da dosti, če to uresničimo, potem kapo dol. Najprej hvala lepa za čestitke in seveda hvala lepa tistim, ki ste šli na volitve, torej občanke in občani občine Dobrovnik in tudi vsi poslovni partnerji, ki verjamete v razvoj občine v 20 letih. Lahko povem, da je eno in drugo. Se pravi, takrat, ko imaš proti kandidata, seveda je malo drugačen, torej je neka volilna kampanja, ko pa nimaš, torej, ko sem zdaj bil sam, pa kljub temu seveda sem želel nekako odgovorno se srečati in v bistvu je kampanja bila enaka, tako za mene, da predstavim, kaj smo naredili, da pravzaprav povem, kaj bi želeli še naslednjih 20 let, ker je 20 let uspešnega dela za nami in seveda zelo rad sem nekako opozoril, da je zelo pomembno, kakšna ekipa vodi tudi v občinskem svetu politiko naše občine Dobrovnik, torej naše dvojezične občine Dobrovnik. Dejali ste, da je za občino Dobrovnik 20 uspešnih let. Kakšna je vizija za prihodnja 4 leta? Kakšni so načrti v občini? Samo dve. Prva, ki je, da nekako spodbudimo samozavest vsakega posameznika, to pomeni seveda, da vsak član oziroma občan naše občine nekako sam sebe zmotivira v pozitivnem smislu, v odgovornosti, na to na tak način pravzaprav lahko potem pozitivno družbo ustvarjamo naprej. In drugo, kar je zelo malo provokacija, torej 1350 prebivalcev nas je in čez 20 let nas mora biti 2000, kaj to pomeni? To je odgovor na to resno gospodarski razvoj, s tem pridobivamo nova delovna mesta, s tem pridobimo razvoj kmetijstva in turizma in logična posledica je, če bo razvoj gospodarstva, potem bo tudi več prebivalstva v naši dvojezični občini.